Na eni izmed ljubljanskih ulic pa se pred dnevi pojavil znak, ki lastnike psov opozarja, da v primeru lulanja po travi njihovi štirinožci ne bodo dobili velikonočnih pirhov. Če bo taka oblika kazni zalegla, mestne oblasti že razmišljajo, da podobne znake izobesijo tudi za ljudi. Šokantna zdravstvena novica pa prihaja iz Londona, kjer pacientka med operacijo možganov ni bila le zavestna, ampak je celo igrala na violino. Vem, tudi jaz sprva nisem razumel, ampak po gledu posnetka mi je pa čist jasen postal, zakaj to počne. Če bi jaz skozi en drek igral, bi tudi izkoristil vsako priložnost, da vadim. V nedeljo je na Japonskem umrl najstarejši moški na svetu, gospod Chitetsu Watanabe. In to zgolj 11 dni zatem, ko je prejel laskavi naziv najstarejšega moškega. A vidite, to pa je slaba plat tega naziva. Vesel si, ko ga dobiš, hkrati pa se dobro zavedaš, zakaj ga je prejšnji izgubil. Pozitivna plat pa je seveda, da gre za... Come on, se bil star. Da gre seveda za eno izmed redkih funkcij z dosmrtnim mandatom. Za konec pa še novica iz slovenskega spleta. Na družabnem omrežju Facebook je zaokrožila objava mlade Primorke, ki bi zainteresirani osebi rada podarila škatlo vibratorjev, od katerih se mora posloviti zaradi prostorske stiske. Oziroma z drugimi besedami, nima jih več kam vtakniti. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.